Lepo pozdravljeni, hvala, da ste si vzeli čas. Bomo začeli s prvim vprašanjem. Torej, iz programa za razvoj podeželja 2020 ste umaknili zahtevo o prepovedi gensko spremenjenih rastlin in pojasnili, da je ta zahteva izpadla iz besedila in da to tehnično napako boste popravili v Bruslju konec septembra. Ste jo popravili? Torej, najprej je treba pojasniti, za kakšno zahtevo je šlo. To je šlo za zahtevo, da bi, kjer se izvajajo okoljski ukrepi, bilo prepovedano, ali pa na tistih površinah prepovedano sejati gensko spremenjene organizme. In tudi je treba povedati, da se ti sploh ne pridelujejo v Sloveniji, da še nobenega primera pridelave gensko spremenjenih organizmov nismo v Sloveniji imeli v kmetijstvu. To zahtevo pa bomo vključili, tako kot ste povedali, mi smo že Evropsko komisijo že konec avgusta obvestili za to, da bi to zahtevo želeli vključiti kot temeljno zahtevo za izvajanje kmetijsko-okoljskih ukrepov. Zdaj, ko bomo predložili novo verzijo programa razvoja podeželja na podlagi pripomb, tudi ki smo jih dobili od Evropske komisije, bomo tudi to zahtevo na to vključili. Se bo to sigurno še dalo? To pa ni samo vprašanje za nas, mi bomo to zahtevo vključili. Vprašanje je seveda tudi, ali bo to Evropska komisija dovolila. Mi smo se pozanimali, ali je to tudi bila zahteva po drugih državah članicah. Zdaj prav natančnih ali pa vseh celovitih podatkov nimamo. Lahko pa povem, da ne poznamo nobenega primera, nobene druge države članice, ki bi to vključila kot temeljno zahtevo. Zato, kar pomeni, da nam ne vemo, kako se bo Evropska komisija, ne samo naš direktorat pristojen za kmetijstvo, ampak tudi drugi direktorat, kako se bojo na tako zahtevo pravzaprav odzvali in ali bojo to temeljno zahtevo nam potrdili. Torej, če bi bila v originalu ta zahteva že vključena v program, bi to bilo potrjeno? Potem bi najbrž zdaj že imeli neko stališče Evropske komisije do tega, uradno stališče, zdaj ga pa še nimamo. Kdo bo prevzel odgovornost za to napako? Minister je že izrekel opozorilo strokovnim sodelavcem. Je pa, kot rečeno, na samo končno to dejstvo, da smo to usklajevanje programa razvoja podeželja z Evropsko komisijo poteka dlje časa. Samo dejstvo, da pri prvi formalni predložitvi tega programa v informacijski sistem, da je pač ta zahteva izpadla, to na končni izid še ne vpliva. Tako da, kar želim povedati, je to, da težko govorimo pač o napaki, ker se je v bistvu s tem že sanirala. Bila je taka tehnična napaka, ampak ni bila usodna v tem smislu, ker to je bilo pač možno še, oziroma to zahtevo pač Slovenija ima možnost naknadno zahtevati. Boste o tem obvestili javnosti, o končnem rezultatu? Ves čas obveščamo javnost, ker je to področje ali to vprašanje res deležno pač široke pozornosti. Zaradi tega smo tudi pač ves čas tudi dajali ustrezno pojasnilo, tako kot sem zdaj vam povedala, da smo že Evropski komisiji najavili vključitev te zahteve in da bomo, ko bomo v naslednji fazi usklajevanj podali nov formalen predlog, bo tudi ta zahteva noter. Kakšna je pravzaprav slovenska politika in naša vizija do gensko spremenjenih organizmov in koliko suverenosti še imamo? Slovenija ima do gensko spremenjenih organizmov izrazito konzervativno stališče in odklonilno stališče in v zadnjih letih ni nikoli glasovala, kot se je v Evropski uniji glasovalo o odobritvi novih gensko spremenjenih organizmov, v Sloveniji zmeraj proti. In je v tisti skupini držav, ki se je prizadevala za ustrezen zakonodajni predlog, ki bi državam članicam omogočil, da bi prepovedale gojenje gensko spremenjenih organizmov na svojem ozemlju, se pravi tudi tistih, ki so sicer dobili dovoljenje v Evropski uniji. Tako da zaenkrat nobena država članica nima tu popolne suverenosti. Njena suverenost omejena na to, da glasuje v postopku odobritve.
Sicer pa, ko je nek gensko spremenjeni organizem odobren, je pač so ta pravila skupne. Je pač odobren zaenkrat še za celo Evropsko unijo, vendar je pa, kot rečeno, je dana možnost, če bo ta zakonodajni predlog, za katerega je bil že dosežen kompromis v Svetu Evropske unije, ni pa še o njem glasoval in se izjasnil Evropski parlament, če pa ga bo potrdil tudi Evropski parlament, bo imela vsaka država članica, tudi Slovenija, možnost, da bo ob ustreznih argumentih seveda prepovedala gojenje gensko spremenjenih organizmov, ne za vsakega pač posebej, ne je treba tako odločitev sprejeti v Sloveniji, ampak bo zaradi tega, se pravi, to bo neka dodatna suverenost, ki je zdaj nima. Slovenija, recimo, tega edino, če so pri koruzi, edino odobrene gensko spremenjene koruze, ki ima dovoljenje za sajenje v Evropski uniji, ne more prepovedati za sajenje v Sloveniji. Seveda pa moram poudariti, da imamo že nekaj let star zakon o soobstoju gensko spremenjenih organizmov z drugimi rastlinami in ta postavlja izredno stroga pravila, pod kakšnimi pogoji bi bilo možno sejati gensko spremenjeno koruzo. Ob ostrih varovalnih ali pa razmeroma ostrih varovalnih pasovih in drugih ukrepih. In ti pogoji so pač tako ostri, da v praksi praktično onemogočajo seto. In mi, pravzaprav, kot sem že povedala, mi smo, ker vsako seto take koruze bi moralo odobriti ministrstvo, ki bi najprej preverilo izpolnjevanje vseh pogojev, ampak mi v vseh teh letih nismo dobili še niti ene vloge za seto gensko spremenjene koruze. Torej, krma za živali je lahko gensko spremenjena uradno in uzakonjeno, kar posledično pomeni, da s hrano živalskega izvora tudi mi zauživamo GSO. In to ni označeno, tako da verjetno večina javnosti niti se ne zaveda, da z mlekom, mesom in jajci praktično zauživamo tudi GSO, gensko spremenjene organizme. Zakaj to ni označeno? No, najprej želim povedati, da se dejansko lahko pač uporablja kot krma tudi gensko spremenjena krma, tista, ki ima seveda dovoljenje za dajanje na trg s strani Evropske unije. In tukaj je treba povedati, da je pravzaprav Evropska unija ni samo skrbna z določenimi vrstami krme, predvsem gre tukaj za mlačno beljakovinsko krmo, kjer ne pridelamo v Evropi sploh oziroma v zelo majhnem obsegu pridelujemo recimo sojo. Soja pa je v velikom odstotku, če gledamo svetovno proizvodnjo, se goji gensko spremenjena soja. Tako da drži, da na tak trg, da v bistvu tudi na slovenski trg lahko pride krma, ki je gensko spremenjena, mora biti pa vsa krma označena. Vsaka krma, vsako živilo, če vsebuje več kot 0,9% gensko spremenjenih organizmov, mora biti ustrezno označena. To velja, seveda, če živilo vsebuje gensko spremenjeno živilo, recimo, če bi bil tak riž karkoli, potem je to jasno označeno na samem živilu. Niso pa za izdelke, kot so pa mleko, meso, se pa ne označuje, če so bile te živali krmljene z gensko spremenjeno krmo, se to po predpisih ne označuje. Namreč sami gensko spremenjeni organizmi se v prebavnem traktu oziroma v tem prebavnem procesu razgradijo in jih potem tudi v samem izdelku oziroma v proizvodu, mleku, mesu, ni mogoče dokazati z nobenimi znanstvenimi dostopnimi metodami, se pravi, na mleku se ne pozna to, če je bila žival krmljena ali pa krava krmljena z gensko spremenjeno krmo. Mleko je po svoji vsebnosti, po svojih lastnostih enako, ne glede na to, kakšna krma je bila v proizvodnem procesu uporabljena. Zaradi tega tudi Evropska komisija zelo zadržana do shem,
ki pa označujejo take izdelke, da niso bili krmljeni z gensko spremenjeno krmo. Vemo, da imamo tudi v Sloveniji take zasebne sheme, vendar pa smo tukaj tudi na kmetijskem ministrstvu na stališču, da ima potrošnik seveda pravico biti o tem informiran, oziroma da je to prav, ker potrošnika zanima tudi način reje. Se pravi, je tudi tako označevanje, če je seveda cel postopek takega označevanja pod nadzorom in preverjan, se pravi na nek način certificiran, da ne gre za zavajanje potrošnika, potem s takim označevanjem ni nič narobe oziroma je celo koristno. Potrošnik lahko tako hrano ohranja tudi zaradi etičnih ali pa drugih razlogov. Ne nujno zaradi tega, ker bi bili znanstveni dokazi, da je to mleko slabše ali pa drugačno, ker jih ni. Nobene podlage, nobene znanstvene potrditve ni, da je mleko, kot sem že prej povedala, drugačno. Ampak tukaj gre tudi za to, da če potrošnik ne podpira tehnologije gensko spremenjenih rastlin, ne podpira gojenja takih rastlin, je seveda tudi njegova pravica, da ima možnost vedeti, ali je bilo neko živilo krmljeno na tak način ali ne. Torej lahko pričakujemo, da v bodoče boste storili vse, kar lahko, da to bo označeno, če je bila žival hranjena z gensko spremenjeno krmo. Še enkrat ponovim, tega po predpisih ni potrebno označevati. Evropska komisija celo meni, da gre za neke vrste, sem povedala, da je zadržana do tega, da bi šlo za, če bi se recimo označevalo brez gensko spremenjenih organizmov, da ga na nek način celo za zavajanje, ker gensko spremenjenih organizmov v takem mleku ni. Je pa seveda pravilno označevanje, da je bilo to mleko prirejeno brez uporabe gensko spremenjenih rastlin. To je pa točna trditev. In zdaj povem, da je na evropski ravni, oziroma v Evropski komisiji tudi poteka neka razprava ali pa neka analiza te situacije in označevanja, tako da bomo videli, ali bo Evropska komisija tudi pripravila kakšna navodila ali pa stališča, kakšen predlog glede tega, kako naj se vendarle označuje tudi take pridelke z namenom, da bi bili potrošniki informirani. Torej tudi v tem primeru Slovenija nima več svoje suverenosti, da se lahko sami odločimo, bomo to označevali ali ne. Poglejte, v Sloveniji imamo zasebno shemo, brez GSO, oziroma s celotnim imenom prirejeno brez uporabe gensko spremenjene krme. To je neka privatna shema in je ko se je vzpostavljala, ministrstvo ni vzpostavitvi te sheme nasprotovalo, nasprotno, skupaj smo iskali s temi pobudniki te privatne sheme rešitev za vzpostavitev take sheme. Tako da tu trditev, da tukaj nimamo suverenosti, to v bistvu ne razumem, ampak v bistvu, če se nekdo odloči in vzpostavi tako nadzorova privatno shemo, to ni prepovedano. Kako komentirate, da mnogi aktivisti pravzaprav opozarjajo, da tudi znanost je v današnjih časih precej indoktrinirana in da se lahko dokaže pravzaprav vse, kar je v interesu kapitala? Torej, kako naj zaupamo informaciji, da če je žival hranjena z gensko spremenjeno krmo, da resnično mi posredno potem skozi hrano živalskega izvora ne uživamo gensko spremenjenih organizmov? To vprašanje je sigurno vprašanje, ki ga je treba res nekomu drugemu postaviti, najbrž znanstvenikom, ali je to možno ali ne. Hočem pa povedati, da vse odobritve, vsi postopki odobritev na evropski ravni potekajo na podlagi mnenj Evropske agencije za varno hrano in na podlagi znanstvenih mnenj. Obstaja pa, to je splošno znano, tudi določen dvom v te znanstvene študije, ker so v resnici v veliki meri ali pa večina teh študij je financiranih strani prijaviteljev, se pravi dejansko tistih, ki imajo interes in so multinacionalke, in to so na evropski ravni dostikrat izpostavlja in tudi naš minister oziroma Slovenija je to večkrat izpostavil, da potrebujemo za take odločitve več neodvisnih študij. Kot
sem pa že povedala, je pa še bolj pomembno to, da bo možnost imela država članica gensko spremenjene organizme prepovedati na podlagi drugih kriterijev, kot so tudi družbeno-ekonomski kriteriji, kamor se bi lahko uvrstilo tudi pač negativno mnenje javnosti ali pa negativno stališče javnosti do pridelave gensko spremenjenih organizmov, potem vplivi na okolje ali pa sploh na okoljsko in kmetijsko politiko, če je gojenje v nasprotju s splošnimi načeli, ki jih država uveljavlja v okoljski ali kmetijski politiki, v našem primeru to drobno posesna struktura, ki pomeni veliko težavo če bi nekdo takega organizma gojil, bi bila razmeroma velika težava, da bi prišlo do nenamernega onesnaževanja z gensko spremenjenimi kulturami ali pa semeni na drugih parcelah. Torej lahko pričakujemo od vas, da boste strogo zavzemali stališče Slovenije, da zavračamo gensko spremenjene organizme. Mislim, da sem lahko popolnoma jasna, da to že ves čas delamo in se zdaj samo ponavljam, če pač povem, da na takih stališčih vztrajamo. V soboto je bil vseevropski upor proti vsebini in netransparentnosti sporazumov, kot so TTIP, CETA in TISA. Torej tudi mi smo protestirali na Prešernovem trgu in zanima me, ima vaše ministrstvo stališče do teh sporazumov? Ste seznanjeni z vsebinami teh sporazumov? Ker vsebine namreč močno ogrožajo suverenost naše države in tudi področja kmetijstva in prehrambene verige. Torej, kakšno je vaše stališče? Torej, ti mednarodni sporazumi imajo seveda dve plati. Eno je, da se nastajajo velika brezcarinska območja, ki predstavljajo tržno priložnost za mnoge gospodarske panoge. Vsi ti sporazumi so večstranski, zadevajo široko področje gospodarskih dejavnosti. Kmetijstvo je eno od pomembnih področij. Liberalizacija trgovine na kmetijskem področju ima tudi pasti in tega se Slovenija dobro zaveda, zaradi tega tudi ves čas spremljamo stališča Evropske unije. Treba je povedati, da se pač Evropska komisija pogaja v imenu Evropske unije in da sporazumi pač niso tajni, so pa pogajanja tajna bila, ampak kot veste tudi je Evropska komisija vse ta izhodišča oziroma te neke osnutke tudi objavila, zdaj tudi na spletni strani. Se upravičujem, ampak v primeru TISE namreč tudi po podpisu naj bi sporazum ostal tajen še 5 let, ko naj bi že bil v uporabi. Zakaj? To vprašanje, naše ministrstvo ni pristojno za mednarodne trgovinske sporazume, tako da se s tem vprašanjem potem bi bilo pravilno, da se obrnete na ministrstvo za gospodarstvo. In jaz lahko samo povem, da je ključno z kmetijskega vidika je to, da so v teh sporazumih, da vemo, kateri sektori so občutljivi za Evropo in tudi Slovenijo, se pravi, pri katerih sektorjih je treba paziti pri carinskih kvotah in dajatvah, da ne pride do prevelikega zmanjšanja. In to je prvo, ampak naslednje, kar je pomembno v teh sporazumih, je seveda prvi in osnovni pogoj in Evropska komisija se je k temu zavezala, da se ohranijo standardi varnosti in kakovosti hrane, kot so v Evropski uniji. In da se s tem, ko se sklene nek tak sporazum, ne dopusti olajšan ali pa dostop sploh do hrane, ki bi ne ustrezala tem standardom. In mi smo imeli zasedanje sveta kmetijskih ministrov v ponedeljek in je bilo strani komisije tudi na moje vprašanje, ki sem v tem svetu sodelovala, povedano, da so to pač v bruseljskem žargonu red lines, se pravi, to so stvari, ki so bile v Evropski uniji sprejete, potrjene in od katerih komisija ne bo odstopila. Javnost je seznanjena, da vsebine teh sporazumov
Poglejte, jaz o sporazumih ne bom več govorila. Vlada bo razpravljala o teh sporazumih, jaz vam zdaj in prosim, da nehate snemati, jaz bom mogla vam poslati. Med drugim tudi Inštitut za trajnostni razvoj že ves čas opozarja, da konvencionalno in integrirano kmetijstvo nikakor ni trajnostno, ker to je še vedno kmetovanje z uporabo kemičnih gnojil in pesticidov. In to vemo, da močno Evropa zemljo neke rodovitnosti, ker pobije tudi vse mikroorganizme v zemlji, da zastruplja podtalnico in posledično tudi nas. Torej, tudi če je slovensko, še ne pomeni, da je trajnostno. Vaš komentar? Naše kmetijstvo je trajnostno naravnano. Seveda je stvar strokovne presoje in je tudi neka hierarhija trajnostnih pristopov. To je zagotovo. Ampak prvo pravilo je, da na trg ne more nobena hrana, ki ni varna. To je prvo. In zato obstajajo standardi in predpisi na evropski ravni, ki so vsi pač tudi v našo zakonodajo prenešeni. Da se zagotovi varna hrana, izpolnjevanje teh standardov zagotavlja varno hrano. Integrirana pridelava oziroma neke prakse, ki mi rečemo, da so pač zdaj po starem je pa to integrirana pridelava, v novem programu razvoja podeželja rečemo temu okoljski ukrepi, prej so bili nekaj vrste kmetijski okoljski ukrepi, pomenijo upoštevanje praks, ki zagotavlja standarde, ki so nad predpisanimi, se pravi, so bolj prijazni do okolja, do narave in tudi do zdravja ljudi, če želite, kot osnovni standardi. Tako da v vsakem primeru je integrirana pridelava ali pa kdorkoli izvaja te prakse okoljskih ukrepov bolj prijazen, kot je predpisano z evropskimi predpisi, ki pa že sami po sebi zagotavljajo neko pač varnost. Seveda pa je ekološko kmetijstvo pa recimo tisto, kjer so pa ti standardi še višji. Tako da ta hierarhija je jasna. Kar želim povedati je pa tudi to, da je seveda kmetijstvo zavezano kot tisto, ki dela z naravnim virom, zemljo, da zemljo kakovost tal čuva in da tudi čuva tudi podtalnico. Mi se zavedamo, da je pač kmetijstvo vir, da je možen vir in tudi pogost vir onesnaženja tudi podtalnice in pitne vode, lahko, in da zaradi tega je treba tudi imeti ustrezne ukrepe, da se to prepreči. Ob upoštevanju... Kakšni ukrepi so to? Ukrepi so številni, se je predpisana dobra okoljska praksa v kmetijstvu in navzkrižna skladnost. To so pač neke prakse, ki so predpisane zato, da bi se vire, kot je voda, podtalnica, pitna voda, obvarovalo pred onesnaženjem. In to so del osnovnih pogojev, ki jih mora vsak kmet izpolnjevati zato, da dobi pač, kot primer, da zato, da dobi sploh neposredna plačila pa kakršnekoli subvencije. Potem so seveda pa še nadstandardne prakse kot okoljski ukrepi. O tem obstaja veliko informacij tudi na naših spletnih straneh. Tako da generalizirati tega vprašanja ni možno, treba se pa zavedati, da se lahko pa povem, da se mi zavedamo, da moramo pač imeti da moramo seveda okolje in te vire zelo čuvati in da je to naša stalna skrb. Stalna skrb je, da kontroliramo pravilno izvajanje kmetijskih praks, da izvajamo monitoringe tal, seveda podtalnice, ne samo mi, pač drugi pristojni organi in da zaradi tega imamo pač nek nadzor nad tem, da ne bi prihajalo do onesnaženja in da moramo prav s tem namenom, s temi spodbujanjem preko okoljskih ukrepov in plačil za okoljske ukrepe, spodbujanjem bolj prijaznih praks prispevati k temu, da se stanje, recimo voda, izboljša. Ste vedeli, da uporaba pesticidov in raznih strupov v bistvu zadane 0,01% ciljnega škodljivca. Vsi ostali strupi pa praktično ubijajo vse mikroorganizme v prsti. Je to kakšna logika?
da še to uporabljamo. Če se vrnem nazaj, recimo v Sloveniji je v celotni strukturi pridelane hrane 1% ekološke hrane. Ne? Vse ostalo je pa hrana, ki je pridelana pač bodisi na integriran način, se pravi na malo bolj prijazen način ali pa na konvencionalen način. Ne? Te številke so za svetovno proizvodno pač drugačne, pa za evropsko proizvodno tudi malo drugačne, ampak jaz bi pač želela izpostaviti samo to, da je, ker imamo ravno jutri svetovni dan hrane, je treba vendarle povedati, da je oskrba s hrano svetovnega prebivalstva največji globalni izziv v tem trenutku. Ali pa izziv, ki je primeren za obvladovanje podnebnih sprememb. Oba izziva sta celo, bi rekla si, na nek način težko je zagotavljati oba cilja. Mi vemo, da bo do leta 2050 9 milijard prebivalcev in da bi morali glede na to, koliko je že zdaj prebivalcev na robu revščine ali pa trajno ogroženih, trajno lačnih, da bi morali praktično svetovno proizvodnjo hrane podvojiti. Kar je ob upoštevanju okoljskih izzivov, ki ste jih vi omenili, pač varovanje kakovosti tal, voda, da ne govorimo o podnebnih spremembah, kjer se ve, da je pač vezava CO2 oziroma zmanjšanje emisij eden ključnih problemov. Se pravi, gre za hud globalen izziv, kar se tiče pridelave zadostne količine hrane na eni strani in na drugi strani obvladovati okoljske pritiske, ki so povzročeni tudi s pridelavo hrane. In da tukaj je treba iskati neko ravnotežje med obema politikama. Se pravi, kako zagotoviti dovolj hrane, ne da bi se bolj ogrožali viri. In je to izziv, s katerim se sooča evropsko kmetijstvo, kot vsa ostala kmetijstva po svetu. In s tem vprašanjem se dosti ukvarjamo tudi na Evropski uniji in se ukvarjajo pač evropski kmetijski ministri in tudi o tem teče zelo pogosto razprava. Se pravi, kako to doseči? Če bomo imeli več obdelovanih površin, bo s tem manj učinka saj veste, obdelovane površine se lahko dobijo s preoravanjem drevinja ali pa z izsakavanjem gozda in potem spremembo gozda v kmetijsko rabo. S tem se zmanjša vezava dušika, naravna vezava CO2 iz zraka in se vpliva negativno na podnebne spremembe. Se pravi, najdeti načine, kako nahraniti prebivalstvo in skrati varovati vire, je najbrž hud izziv. In želim še enkrat izpostaviti, da tukaj sta najbrž oba globalna cilja zelo pomembna. In seveda se treba prizadevati za to, da je obremenitev okoljskih virov čim manjša, ni se pa možno tem zaenkrat pri doslej znanih tehnikah, tehnologijah, se tega ni možno povsem teh pritiskov na okolje, žal ni možno povsem izločiti.